prehajamo na tretjo točko. Predlog odloka o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik, druga obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 13, predlagatelj župan, poročevalka pa dr. Marija Tadeja Ježek. Izvoli. Lepa. Na podlagi 120. člena zakona o urejanju prostora je določeno, da lahko občina predpiše takso za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora v odloku o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik. Plačilo takse sicer ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora OPN, temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobuda z vidika njene skladnosti s temelji urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišč s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Plačila takse je zgolj pogoj za obravnavanje pobude. Višina takse za posamezno pobudo lahko znaša med 50 in 300 evri, odvisno od tega, ali gre za spremembo osnovne ali podrobnejše namenske rabe prostora in od potrebe po obravnavani pobudi glede na pravni režim ter v postopku celovite presoje vplivov na okolje. V dosedanji praksi izvajanja nalog prostorskega načrtovanja občine Kamnik je bilo značilno veliko število zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora, predvsem tistih, s katerim je bila predlagana sprememba kmetijske rabe v stavbno in ki so v večini primerov zavrnjene. Pričakovati je, da bodo zaradi pogoja plačila taks v postopek uvrščene pretežno utemeljene pobude, spremembe občinskega prostorskega načrta občine Kamnik pa bodo omogočena izvedba prostorsko sprejemljivih zasebnih pobud. Pobuda v tem odloku pomeni izpolnjeno vlogo na obrazcu, ki ga določi in javno objavi občina. Pobudi mora biti priložene tudi priloge, kot jih k vlogi določi občine. Stroški prilog nosi investitor sam in niso predmet takse tega odloka. Višina takse za posamezno pobudo za spremembo osnovne namenske rabe prostora znaša 200 evrov, za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora pa znašajo 150 evrov. Za pobudo za spremembo v primarno rabo, to je iz stavbnega v gozdno, kmetijsko ali vodno, se taksa ne plača. Hvala lepa. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ne. Zaključujem razpravo, glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 24 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.